Predlagam, da mi tole naš zbor današnji začnemo. Prva beseda je seveda namenjena, jo bo oddal naš predsednik Janez Ves, pa te kar prosim. Hvala. Dober dan. Z današnjim dnem smo se zbrali, da pregledamo eno knjigico Ne pozabite nas. In naprej mu kar kot drugega še povedal, bi vse prisotne lepo pozdravil. Tudi župana občine Mengeš, Tovaryša Jerč Franca, podžupana Tovaryša Bohota Ropotarja, ravnatelja osnovne šole Mengeš, Milana Burkeca in vse stare združenja borcev iz okolice. Če je kakor prisotni, ne bom imenil govoril, ampak bom kako nesplošno, kot to potem tudi potraja. Prvo, kar je, moram opravičiti doktorja, profesorja Božo Repeta, predavatelj na novejše slovenske zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, se je opravičil, ker ima doma zadržke, bolezen v hiši in ne more se udeležiti našega zasedanja. Da ne bom preveč dolg, mi smo se pred leti, že kar nekaj let nazaj, začeli pogovarjati o tej knjigi, ki jo imamo danes pred sabo. Ampak stvar se zavleče, pa je leto okrog, pa je drugo leto okrog, na koncu je pa le nekaj vam prišlo. Smo se potem le dogovorili na odboru, da postavimo uredniški odbor. V sestavi jaz, Janez, Tovaryš Trampuš Miljan in pa Tovaryš Lepar Branko. Vsak je nekaj pripravil, mojega dela je najmanj. In potem smo povabili zraven še, seveda, ker ni dosti samo besedilo, pa papir, ampak je treba še dodati kaj zraven in vsak je nekaj prispeval. Bom rekel takole. Poezija, ki je v tej knjigi, jo je zbral Tovaryš Lepar Branko, ki opisuje te dogodke v poeziji, kako je bilo med časom druge svetovne vojne. Pri testu, pri slikah je pomagal in pregledal arhive in vire, ki so na zadnji strani brošure tudi opisane, Tovaryš Miljan Trampuš. In tudi slike so njegove, kar jih je tukaj noter. Seveda, ker pa to še vse ni dovolj, smo pač dobili še nekoga, ki jo bo oblikoval, pripravil brošuro za tisk, to je bil pa Nejc Trampuš. Tako da to je zaenkrat ena taka zasedba. V vsebini nimam namena govoriti, ker bo lahko vsak malo sam prebral, malo bomo danes slišali. Zahvaljujem se pa tudi vsem zunanjim sodelavcem, prijateljem, ki so pomagali to stvar spraviti na svetlo, na papir, da smo lahko danes dali te izvode ven. Dobili bojo pa še, pošli bojo pa še po gospodinstvih, po društvih in tako naprej, da bo to možnost še dobiti, da nisem zrečen, danes ima 50 komadov, pa je konc. Se bo ta stvar dobila. Hvala lepa in predajam besedo vodi tega razgovora, Tovaryšu Miljanu. Hvala lepa. Mislim, da te prvo pridemo v en feeling, kakor je zdaj moderno reči, v en občutek, bi bilo najboljš, da slišimo kakšno lepo pesemco. Med nami je gospa Silva, vsi jo poznate, pa nam bo zapela dve, kateri že? Najprej bom Svete dekletu rožmarin, Svete dekletu rožmarin, pa rož pod juna zila.
Cvete dekletu rožmarin, oj rožmarin zelen, ne našel bi v deželah treh, fant goršega noben, ne našel bi v deželah treh, fant goršega noben. Le cveti rožmarin in duhti skozi vas, in duhti skozi vas. Pod okno pride fantič mlad, zdaj moram v boj krvav, daj rožmarina lepega, še šopek mi v pozdrav, ko puške bodo pokale, na te mi bo spomin. Ko puške bodo pokale, na te mi bo spomin, na te mi bo spomin. In dekle v oknu skloni se, vršiču trga mlad, pa vsa solzna ga fantiču pripne za gumbek zlat. Na rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Na rožmarinček, fantič moj, ker ljubim te srčno. Ker ljubim te srčno. Paslanca mrzla pala je na širno plan, in v jutru bil je rožmarin na oknu ves požgan. Oj, plakaj, plakaj, dekle ti, oj, z Bogom, rožmarin. O, plakaj, plakaj, dekle ti, oj, z Bogom, rožmarin. Oj, z Bogom, rožmarin. Ko bil je rožmarin požgan, zadele krogle tri, v srce so fanta in vršič, mu pavge v črno kri. Oj, sijaj zlato sonce ti, na mrtvi rožmarin. Oj, sijaj zlato sonce ti, na mrtvi rožmarin. Na mrtvi rožmarin. Silvi Kosec, hvala lepa za 2 lepi pisanci. Torej, kaj bi zdaj o tej knjižici? Vsi ste jo zdaj verjetno že dobili, mogoče ste jo odprli. Da povem mogoče, kako je sestavljena. 2 glavna vsebinska sklopa ima. V prvem delu, ki je takole vertikalno razdeljen, začne se tam nekje na 11. strani, je na levi strani so podane kratke značilnosti
tako vojaškega kot političnega delovanja okupatorjev in pa vojaškega in političnega delovanja odpora, Osvobodilne fronte, če hočete, ali pa narodno-osvobodilnega gibanja. Torej, na desni strani so pa posamezni dogodki, ki so bolj vezani na Mengeš, torej kaj se je dogajalo na Mengšu ali kaj se je dogajalo z Mengšani. Seveda je to tudi še nekateri dogodki, ki so splošnega pomena za narodno-osvobodilno borbo, zato da se ti dogodki lahko umestijo, niso pa seveda vsi. Ta knjižica nima namena v detajle prikazati, kaj vse se je dogajalo. Torej, ključna stvar je to, da kot kar ponazarja tudi naslov, ne pozabite nas. Ne pozabite nas, v drugem delu, če gledamo pa drugi del, v drugem delu so pa predstavljeni spomeniki, eno B v Mengšo, no pa še tist na Gustavski planini, pa ta na Komenski Dobravi, doktorja Tineta Zajca, ki je tudi povezan močno za Mengšem. In zraven je kratek opis dogodkov ali pa dogodka, ki so privedli do tega, da so ljudje čutili, da je treba tem žrtvam postaviti spomenik. Spomeniki so predstavljeni tudi z eno ali več fotografijami, zraven pa so dodane tudi pesmi odpora. To so tiste, torej težko je povedati, kako se je dogajalo, kaj se je to dogajalo, in skozi te pesmi se najbolj čuti tista stiska ljudi v tistih resnično krutih časih. Kjer so še žive priče teh dogodkov, med nami so danes tudi Vida Božel, pa Majda Sadara, pa Augusta Leša je tu z nami. Skratka, so tudi drobni utrinki tistih njihovih spominov, kaj se je takrat dogajalo, so tudi dodani. Pri spomenikih, kot je recimo ta odzunji stoji, ki je posvečen celotnim vsem borcem in žrtvam narodno-fašističnega, torej fašističnega nasilja, ter spomenikom o Loki v Mengšu, torej tale spomenik, ki je tukaj za nami, je seveda premalo prostora, da bi mi opisali vse zgodbe, tam na gori čez 50 imen, ki so padli, da bi vse to zapisali, je preveč prostora. Torej, še enkrat, namen knjižce ni podati natančen prikaz podob, pač pa le kratek pregled dogodkov in dogajanja v Kamniškem okrožju, tistega, ki je povezan z Mengšem, zato, da se spomnimo, ko hodimo, recimo, mimo nekega spomenika, zakaj pa pravzaprav tale reč tukaj le stoji, da se zavemo, kako veliko število ljudi je sodelovalo v odporu Osvobodilne fronte. Treba je vedeti, da v letu 1944 je bilo v Osvobodilno fronto vključenih na tem območju več kot 50% vseh prebivalcev. Stvar se je potem zelo hitro žal spremenila zaradi delovanja delegata domobranstva. Potem zato, da se spomnimo, da je o tem tudi mnogo zapisanega, pa da velikokrat tudi nimamo ne časa, ne volje, da bi to prebrali, da se spomnimo, da nam ni bilo nič podarjenega in da se zavemo, da nam tudi v bodoče ne bo nič podarjenega. Da to, kar se zdaj dogaja s to našo Slovenijo, da to niso samo naši interesi, ampak so tudi interesi velike Evrope, kapitalizma, drugih, interesov, tako da, če hočemo mi lasten interes v lastni državi ohraniti to državo, potem moramo ta lastni interes tudi uveljavljati in to aktivno. In mi tule, ki so prisotni, imate s tem že mnogo izkušenj, če bi te izkušnje
pa to prepričanje poskušali prenesti če navzdol po generacijah, potem se nam ne bo treba biti za to državo. Trenutno pa je videti, da se nam bo treba biti v tej državi. Zato se pravi, je treba izhajati iz teh vrednot odpora z enakim odnosom do svobode, do odnosov med ljudmi, do politike, do urejanja skupnih zadev. To sta te dva glavna dela. Torej zelo pomemben del so tudi uvodniki. Uvodnike so nam prispevali dr. Božo Repe, profesor zgodovine na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta, gospod Milan Burglica, naš ravnatelj osnovne šole v Mengšu, tudi profesor zgodovine, Franc Jerič, župan občine Mengeš, in pa Janez Ves, ki je kot predsednik naše organizacije napisal, poskušal povedati, kaj nam pripovedujejo spomeniki. Torej, ti uvodniki imajo namen povedati, kaj pa je uporabnega za današnji čas. Kako lahko razumemo to knjižico, kako razumemo lahko ta narodno-osvobodilni boj, tudi z vidika današnjega časa, zato, da bomo lahko trdno stali na svoje. Torej, to, kako smo delali, pa kako je bilo lektoriranje, pa oblikovanje, to je bilo nekaj povedano. Toliko je o glavnem vse o tej knjižici. Zdaj, jaz bi predlagal, da se kar začnemo malo pogovarjati. Najprej bi mogoče gospoda Burglico povabil tukaj, da on pove, ki je eden prvih, ki je to knjižico videl, kako je videl, kaj je začutil v njej in tudi pove, kaj in zakaj je tisto, kar je na tej knjižici njegov prispevek napisal tako, kot ga je napisal. Hvala lepa, gospod Trampuš, lep pozdrav v mojem imenu, Milan Burglica, torej ravnatelj šole Mengeš, ampak predvsem vam govorim kot učitelj zgodovine. Jaz sem bil povabljen, da prispevam svoje misli za uvod te knjižice. Ko so mi razložili, kaj se pravzaprav pripravlja, da uredniški odbor pripravlja knjižico, ki bo zbrala zgodbo spomenikov tukaj v Mengšu v povezavi s poezijo, se mi je ta ideja kmalu zazdela taka zelo, zelo fajn. No, vse zadnje tudi zato, ker nisem Mengšan. In kot nekdo, ki na vse zadnje vodi šolo, kot profesor zgodovine na osnovni šoli Mengeš, se mi zdi, sem eden od tistih, ki mora poznati tudi podrobnejšo zgodovino kraja, v katerem si. In ker verjemite, da je časa za spoznavanje zame, tudi nekih novih stvari, vedno premalo, je ta knjižica tudi zame zelo, zelo pomembna informacija za to, da spoznam težke zgodbe mnogih družin, katerim sem pravzaprav zdaj ravnatelj v tej šoli. Da tudi lažje predstavim nekatere stvari, ki jih do zdaj morda nisem tako podrobno vedel, kot mi jih bo ta knjižica na nek način lahko tudi predstavila. Ko sem pa razmišljal, kakšno sporočilo kot učitelj podati to knjižico, sem pa seveda izhajal iz otrok. Ne moreš drugače. Jaz še vedno zgodovino tudi poučujem in to glede na moje, bom rekel, želje ali pa na moj odnos do zgodovine, še ne raje zgodovino 20. stoletja. Tako da v vseh teh letih, zdaj bo že 9, ko sem ravnatelj in tudi še ko prej, ampak v teh letih, ko sem ravnatelj, vedno poučujem zgodovino v 9. razredu. In opažam tisto, kar veste verjetno tudi vi. Da zgodovina pri otrocih ali pa poznavanje dejstev pri otrocih je seveda bistveno drugačna od tega, kar ste poznali vi, kar so poznali vaši otroci
In zdaj so tukaj na naši šoli vaši vnuki ali pa verjetno že prav vnuki. Kar jaz lahko rečem kot učitelj zgodovine, ki res srčno počnem to, kar počnem, je nekaj, za čemer vedno stojim. In rečem, otroke zgodovina zanima. Če kdo pravi, da otrok ne zanima to, kar se je dogajalo v preteklih časih, naših otrok ne pozna. Ali pa morda ti otroci niso imeli priložnost, da bi jim bila zgodovina predstavljena na tak način, da tudi njih zanima. Tudi v tem času, za njih hitrem času tehnologij, hitre komunikacije, mnogih informacij. Ampak mislim, da je šola, pravzaprav zdaj v tem času, šola govorim na splošno, ne zdaj naša osnovna šola Mengeš, ampak šolstvo, šola kot taka, pravzaprav en redkih prostorov, kjer se o tej problematiki, o tej tematiki sploh še govori. Mnoge družine doma nekako nimajo časa se pogovarjati o preteklih časih s svojimi otroki. Zelo pogosto se poznamo, se dejansko reče, pa ne zopet o zgodovini, kaj šele v drugi svetovni vojni, ki tako razdvaja Slovence še vedno in je tudi izziv za učitelje, tudi zame. Kako se stvari lotiti, kako otrokom to razložiti. Tudi to zmedo, ki jo oni poslušajo. Večinoma se z njo ne ukvarjajo, večinoma jo preslišijo. Zgodovina je zgodba. Najlažje prek zgodb prideš do otrok. In zgodb, veliko zgodb, ki nosijo v sebi pripoved o vrednotah, pripoved o žrtvovanju, pripoved o hudem nasilju, nosi ravno zgodovino, v kateri piše tudi ta knjižica. In moje sporočilo v uvodniku je pravzaprav sporočilo generaciji vaši, pa še mlajši od vas, moji generaciji, da smo mi tisti, ki smo odgovorni, da se ta čas ne pozabi. Najlažje je seveda to, če imaš do tega nek odnos. Jaz kot učitelj poskušam tudi to, da otroci, če ne drugega, dobijo nek odnos do preteklosti. Da jim daš tisto prvo iskrico zanimanja za to, kar zgodovina sabo tudi prinaša. In da druga svetovna vojna, to, kar so naši predniki doživljali, ni samo orožje, ni samo neko nasilje, niso samo odrasli, niso samo partizani in niso na drugi strani domobranci in niso samo, ne vem, odrasli. Tukaj gre za mnoge zgodbe, mnogih posameznikov, ki jih niti ne moramo obsojati. Še v njihovo kožo se težko postavimo. Ampak z otroki razmišljamo. Razmišljamo tudi o tem, kaj bi naredil jaz v takšni situaciji, kaj bi naredila moja družina, če se danes nekaj podobnega zgodi. In razmišljamo tudi o tem, da verjetno danes ne bi bili vsi enotni pri svojih odločitvah, če se bi nam kaj zgodilo. Ampak kljub temu poskušam otrokom predstaviti odpor, upor in boj proti okupatorju kot ene od pomembnejših odločitev in vrednot 20. stoletja tudi v okviru slovenske zgodovine. Ni lahko. Zelo je težko, ker je tudi za njih to obdobje pravzaprav obdobje, ki je za njih abstraktno, o katerem se doma malo govori. Po televiziji, če kdo spremlja sploh od teh otroka, kar je tudi zanimivo, so informacije, ki jih samo zmedejo in mogoče bo ta knjižica ena od tistih, ko se bo tudi kakšen od otrok, ko bodo domov to knjižico dobili, pa mogoče vseeno, ko bo tole prelistal, pa bo rekel, ta spomenik je pa tisti, ki nas spominja na to obdobje in ima za sabo neko zgodbo.
Dejansko smo odrasli pred hudim izzivom, kako na vse zadnje se tudi vzeti čas znotraj družin, znotraj pouka na vse zadnje, čeprav imamo mi učni načrt, ki nam govori, kaj treba obdelati, ne? Ampak kako narediti stvar zanimivo in na ta način, da otroci v njej tudi razmišljajo in se ustvarjajo svoje mnenje. Svoje mnenje o tem, kar so doživljali njihovi predniki. No, jaz sem pristal na to, da ta uvodnik napišem z veseljem, zato ker se mi je zdelo, da lahko tudi nek pogled učitelja v neki osnovni šoli prenesem v javnost, ker se mi zdi, da se prepogosto dela krivica tudi šolam, ko se nas obtožuje, da na tej točki ne naredimo popolnoma nič. Jaz se s tem ne moram strinjati, vi ste lahko pomirjeni, na osnovni šoli Mengaš se o tem obdobju, se o teh zgodbah otroke seznani, poskušamo biti seveda objektivni, povedati stvari takšne, kot so bile in otrokom dati tudi čas za razmislek in za mnogo vprašanja. Ni lahko, ampak se ne bomo dali. Tako da jaz sem te knjižice vesel in vam tudi sporočam, da jo prav gotovo pri pouku bomo še kako uporabili in jo bomo tudi uporabili. Tako da hvala lepo, da ste me povabili k sodelovanju, meni je bila to velika čast in se bom potrudil, da knjižica med našimi učenci zagotovo ne bo spregledana.